Med poletjem se v jezikanju igramo z besedami, ki smo jih prevzeli iz nekoliko bolj eksotičnih jezikov, velikokrat celo posredno, ker pač s kako denimo Polinezijo v preteklosti nismo imeli preveč stika. Ja, zanimivo je, da so nekatere besede v slovenščini že toliko časa, da se o njih niti ne pogovarjamo več kot o tujkah, čeprav to so. In ko nas kdo opozori na njih, seveda nekoliko izstopajo. Za danes sva tako našla zelo poletno besedo, pravzaprav najbolj poletno od vseh, ki se jih bomo dotaknili v poletni seriji jezikanja, in to je bikini. Seveda sva preverila, ali morda veste, od kod ta beseda je oziroma izvira in kaj bi v tistem jeziku pomenila. Ne vem, zakaj mi Brazilija pade prvo na pamet. Ne vem, nekaj me asocira, ne vem točno. Z kakšne italijanščine mogoče, ali kaj povem, oni se mi zdijo kot mogoče ljudje s tako modo, da bi se najprej mogoče začeli s takim perilom ukvarjati ali pa s takimi kopalkami, ne? Mogoče Amerika. Mislim, da iz Italije možno. Zakaj iz Italije? Tak mi najbolj tu blizu je, pa še nekako tak malo potegne, ali pa mogoče kao Španci, no ne vem drugo. Bikini, jaz bi sigurno rekel, da prihaja iz Brazilije, ker meni se zdi, da to bikini, brazilska zadeva, fiks, to drugega, kaj iz Brazilije ne more biti. Bi jaz rekel, da pomeni dva, se pravi, da zakrije dva dela telesa. Lahko je to pač in kini bi pa lahko pomenil nekaj skritega oziroma prepovedanega, da vem, nekaj v tej smeri dvojno prepovedano in potem zgornji in spodnji del bikinija. Nekaj pomenkljivega ali pa nekaj takega, no. Nekaj bolj mini. Predstavljam si kopalke, spodnji del kopalk. Perilo, ki glih toliko, da pokrije tisto, kar mora pokriti. Upam, da je isto. Ja, dve asociaciji najbrž, ki jih ima večina od nas. Prva je zagotovo tip relativno minimalističnih ženskih kopalk, druga pa morda otočje, ki so si ga Američani izbrali za povojne jedrske poskuse. Ja, bikini je atol, skupek koralnih otočkov z laguno v sredini, je del Marshallovih otokov, otoške državice v Mikroneziji, torej v Pacifiku, recimo blizu Nauruja in Kiribatija. Država je urejena kot predsedniška republika v svobodni zvezi z Združenimi državami Amerike, ki ji zagotavljajo nekatere svoje storitve, denimo vojsko. Novembra leta 1945 so po atomskih bombah na Hirošimo in Nagasaki Američani izbrali lokacijo svojih jedrskih poskusov in to je postal atol Bikini. 167 prebivalcev so izselili in tam med letoma 45 in 58 izvedli 23 jedrskih poskusov, skupnim učinkom več kot 7000 bomb na Hirošimo, s strašljivimi posledicami seveda. Ja, zdaj pa bikini in kopalke. Vsa ta zgodba o jedrskih poskusih ima tudi povezavo z imenom kopalk. Francoska kreatorja Jacques Aime in Bart Louis sta prva kreirala te kopalke in jih poimenovala Atom, pa je potem zaradi atomskih bomb na Japonskem to postalo neprimerno. No, 1. julija leta 1946 je pa še en Francoz, Louis Réard, v Parizu na modno pisto poslal manekenko, oblečeno le v 4 skromne trikotnike blaga in nekaj vrvic. Novemu oblačilu je dal ime Atol, po atolu Bikini. Ime je takrat učinkovalo enako kot poskusi na bikiniju, ki so jih izvajali Američani. Izjemno ogorčenje, si lahko predstavljate, so izvale nove kopalke. Tako, atol je potem postal kar bikini, nenazadnje so prav po njem kopalke dobile ime in čisto za konec še odgovor na vprašanje, kaj etimološko pomeni bikini in iz katerega jezika je. Pravzaprav je originalna beseda pikini, pa so jo potem Nemci, to je bil v preteklosti namreč del nemške Nove Gvineje, zapisali kot bikini in tudi poimenovali atol Bikini točno tako. Ja, v maršalščini, enem od mikronezijskih jezikov, pa to pomeni pik, ravna površina planota, in ni, kar pomeni kokosova palma. Skratka, bikini pomeni površina ali pa planota kokosovih palm. Ja, tako, tudi brez atomskih bomb bi se dalo najti etimologijo, zakaj je bikini dobil ime prav po atolu Bikini.